Ja, to je v bistvu vprašanje, a je boljši sistem inflatoren, a ne, monetarni, ali je boljši deflatoren. Um, Jaz sem v zadnjem času res veliko razmišljal o tem in če rečeš, da je boljši sistem deflatoren, si ponavadi si označen kot nek heretika, ne, oziroma da ne razumeš ekonomije in da v bistvu z deflacijo, se pravi ljudje, kaj to v bistvu pomeni, ne, da je denar jutri bolj vreden, ne, kot je danes, se pravi, se mi ga danes ne splača zapravljati. Ne, in to v bistvu zlom celo idejo rasti in kako imamo mi to danes urejeno. Ne. Sam po drugi strani je pa inflacijski model, ne, se pravi, da je denar jutri manj vreden, ne, kot danes, te sili v zdajšnje zapravljanje. Se pravi, če ti zdaj, ne vem, recimo, da si eno leto zelo priden, ne, in zaslužiš 100.000 evrov in rečeš, to bom jaz zdaj imel za nekaj časa, ne, bo vrednost tega denarja proti storitvam pa produktom, ki jih lahko dobiš na trgu, bo padala. Ne. Se pravi, nekako ta sistem razvrednoti tvoje delo oziroma tvoj čas, ki si ga vložil v to, da si ga zaslužil. Ne. In jaz mislim, da ta inflacijski model, ne, je zelo slab, tudi mogoče je bil dober v prvih fazah kapitalizma, zdaj pa mogoče ni več toliko, ker to pomeni tudi, da moraš ti iz okolja vedno več ekstrahirati, ne, da to v bistvu vzdržuješ. Saj problem tukaj je v vzdrževanju. Ne. Ti moraš vzdrževati to stopnjo rasti in če jo ne vzdržuješ, v bistvu je takoj kriza. Ne. In to se vidi na učinku na okolje in na učinku na ljudi. Ne. Se pravi, že Keynes je napisal, mislim, da nekje tam leta 40 nek manifest, kako bo človek 2000 delal 4 ure na teden. Ne 4 dni na dan, ampak se pravi ob takratnem, ne, on je rekel, če bomo mi tako nadaljevali, ne, s takim tempom razvoja, bojo ljudje leta 2000 delali 4 ure na teden. Ne bo pač potrebe po več, ampak to ni res. Ne. Treba je delati v resnici vedno več in smo v nekem takem začaranem krogu. Ne. Čeprav ti živiš, mislim, se sploh ne da primerjati, kakšna je kvaliteta napram 60-100 let nazaj. Ne. Tako da jaz se zdaj bolj postavljam na stran, da je boljši deflatoren sistem, tudi zaradi tega, ker sem zagovornik Bitcoina. Ne. Ja, so pa tukaj zelo, je to zelo dolga debata lahko, ne, a je to boljše. Mogoče, ja, lahko še kdo drug komentira to. Ampak jaz mislim, da je to boljše, da bi bilo v tej fazi, ki smo zdaj, da bi bilo treba prešaltati na deflacijo. Zdaj vidim to kot mali taki recency bias, torej neki bias na zadnje trenutke. In tako je inflacija visoka, kot je danes, ne? Ful ljudi zagovarja, ja, pa vse deflacija je bila v bistvu ful dobra ideja, ne? Ampak če je bili pa še vedno v času 1% inflacije, 2% inflacije, se nobeni o tem pogovarjal, ker je bilo čist ok, ne? In ta osnovna ideja, Andrej, ki se je izpostavila, da je pač ideja inflacije je, da se ti v bistvu splača porabiti denar danes, ker je več vreden kot jutri in to spodbuja inovacije, spodbuja potrošnjo, spodbuja rast. Ideja deflacije je zanimiva. Mene pa najbolj skrbi, kaj bi se zgodilo z samimi investicijami v nove tehnologije. Ne. Da smo glih na prelomu v to, da rabimo ful neke nove tehnologije, da naredimo preskok na obnovljive vire, ne. Torej pridobivanje energije iz obnovljivih virov. In če gremo v deflacijski sistem, mislim, da bi toliko padle te investicije v nove, v tvegane projekte, da bi znalo tudi vplivati ful na to, kdaj bomo rešili ta problem. Ne? Razen, če je tvoj argument, da bi z deflacijo potem tudi ljudje manj trošili, manj bi bilo glih iz tega vidika. Ja, sama veš, če pogledaš, kaj smo naredili 2008, ne? Mi smo naprintali full casha, da smo rešili banke, ki so bile že tako, se pravi, mi rešujemo bolnika, ki
je skozi bolan. Tako da nismo sploh še probali tega. Ne. Jaz se strinjam s temi argumenti in moj kontraargument je, da bi potem še bolj mogel v bistvu razmisliti, kam boš to investiral. Ne. Ker zdaj se mi zdi, da tega razmisleka ni. Zdaj se reče, ok, dajmo rešiti, zdaj smo v nekem krču, ne? Dajmo rešiti banke, ok, pol tam neka državna podjetja propade, dajmo jih kar bail-outati, ne? Kaj delajo VC fundi, ne? Vlagajo kar v neke stari projekte, ne? Ki nimajo revenueja, a veš, in je to vse po mojem malo broken zaradi tega, ne? Še zadnji komentar samo na to temo. Po mojem, če bi šli v deflacijski sistem, bi imeli zelo podobni learning curve, torej krivuljo učenja, ko smo imeli pri inflacijskem sistemu, pač na začetku bi bilo po moje zelo slabo, ker bi pač ne vemo točno, kaj se lahko zgodi, ne, kot si povedal, ampak bi mogoče trajalo 50-100 let, da bi našli nek sistem, ne, kako to delati. Razen, če se vzame neko malo državo in se začne na njej malo testirati, oziroma če je kakšna država, ki je bila pripravljena to testirati. Jaz mislim, da se to že dogaja. Jaz mislim, da tisti, ki Bitcoin res vidijo kot neki, se pravi, zdaj recimo, da imaš ti neki, rečemo 10 milijonov Bitcoin holderjev, ki so zelo tudi ekonomsko nekako to gledajo, ne samo špekulativno, da bi nekaj iz tega dobili ven, ne, se v bistvu oni tako že obnašajo. Ne. Jaz vidim presep, ne. Jaz rečem, ok, jaz nočem zdaj prodati svojih Bitcoinov, da si kupim Lambota, ne. Ampak špekuliram, da bo ta valuta v prihodnosti več vredna. In se tudi pol v svojem življenju drugače obnašam potrošniško. Ne. Jaz rečem, ok, kaj bi si jaz vse lahko zdaj privoščil, ampak si ne. Se pravi, je to neka v bistvu tudi etično zdaj drugače gledaš na trg, ne. In se pač drugače obnašaš. Se pravi, zdaj mora podjetje mene še toliko bolj prepričati v porabo, da jaz v bistvu zapravim ta denar. Ne. In to je pol cela spirala naprej. Ne. Luka, kakšen komentar, pa ti predam vajeti, ker smo se zmenili, da boš danes ti vodil tale pogovor. Ja, zelo zanimiva je ta Andrejeva ideja o deflacijskem modelu, ampak jaz v to absolutno ne verjamem. Videli smo na primeru Japonske, kakšna katastrofa se je zgodila in koliko časa so se iz tega reševali, tudi nekega ekonomskega znanja za deflacijsko politiko, mislim, da nimamo. Zaradi tega se vedno v ekonomijah po svetu targetira v bistvu najbolj zaželeno stanje je rahla inflacija, torej stabilnost z rahlo inflacijo. In tudi se mi zdi, da tako da je Alen rekel z tem, da se mora ogromno denarja investirati danes, tudi te tvegane investicije so pomembne, naprimer, če gledamo, ne vem, Tesla pa SpaceX, kjer imamo velik fan club tukaj. Vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi imeli deflacijsko politiko, tudi z rastjo populacije, z vsem skupaj se mi zdi, da je to model, v katerega mogoče nisem trenutno prepričan. Se mi zdi, da je model stabilne inflacije pravilen model. To je pa samo moje mnenje. Mogoče sam mal komentar mojega viewja na tole. Jaz se strinjam, mislim, da se vsi ekonomisti strinjajo s tem, da ta rahla inflacija je optimalna pa zdrava. Ampak do problema pridemo, ko analiziramo zgodovino. Ne vem, če ste videli to knjigo od Ray Dalija, kako narodi, kako imperiji propadajo. Ne? Tudi en video kroži na YouTubeu, kjer v 20 minutah naredi povzetek te knjige. Ne? On je analiziral, mislim, da zadnjih 300-400 let vseh imperijev. Ne? In nekak cikel je zelo podoben. In v koru je kle monetarna politika, kjer nikoli do zdaj nismo videli imperija ali pa teh vladajočih, ki bi bili sposobni ne vzeti te droge preveč. Se pravi, mi rečemo, to drogo vzemaj, se pravi, printaj denar, ampak mal jo vzemaj, ne? Čist mal. Vedno v zgodovini se je pokazalo, da
nismo uspeli tega narediti. Sploh takrat, ko je neka blaginja v nekem imperiju šla na določeno raven in so se začeli znotraj držav, pa znotraj imperijev, se je začela neka polarizacija, politična nestabilnost, zato da je lahko ta vladajoči to nekako omejeval, so printali denar in printali so ga vedno preveč. Ne. In do zdaj je vsaka fiat valuta v zgodovini propadla, a ne, in o tej valuti, ki jo mi zdaj govorimo, o dolarju, a ne, kot o nekem standardu, to govorimo šele v zadnjih 50 letih. A ne. In zdaj s tem 2008 krizo, pa s COVID krizo, se mi zdi, vsaj tudi po mnenju Ray Dalija, ki ga jaz izredno spoštujem, je nekako nakazal, da se mogoče začenja propad tega ameriškega imperija, ki je pač vladal v 20. stoletju. In da se bo zdaj začela mogoče neka rebalans moči na svetovnem nivoju. Tako kot nek komentarček. Ja, torej, če potegnemo črto, stabilen zasvojenc z kokainom ne obstaja. Tako da tudi stabilna inflacija je do zdaj ni. No, iluzija.